Lepo pozdravljeni, zelo sem vesela, da sem danes z vami. Želela bi vam predstaviti nekaj tega, s čimer se v zadnjih letih intenzivno ukvarjam, namreč strategije motiviranja za branje. Naslov današnjega predavanja je branje motivacijske strategije in uživanje v branju. Torej, kot veste, ali pa mogoče v teoriji, literarni, je pač užitek ob branju nekaj zelo ambivalentnega. Namreč velja neka domneva, da je mogoče uživati samo v trivialnih besedilih. Jaz mislim, da ne. Da je mogoče uživati tudi v izredno kakovostnih besedilih, zato že vrsto let pripravljam različne projekte. In v bistvu želela sem vam predstaviti nekaj povezanega s tem. Rada bi predstavila strategije motiviranja za branje, ki jih je skupaj s sodelavci izdelala Montserrat Sarto. To je ena španska bibliotekarka, strokovnjakinja za mladinsko književnost. In sicer, ko sem spoznala te strategije, se mi je zdelo, da moja predavateljska praksa s temi strategijami lahko samo izredno veliko pridobi. Vzela sem en citat vodilne slovenske didaktičarke Bože Krakar-Vogel, in sicer ona pravi, da je poglavitni cilj književnega pouka usposabljanje učencev za dejavno komunikacijo z literaturo. In sicer tako, da naj bi bili pri tem učenci bolj ali manj opremljeni z znanjem, bolj ali manj čustveno dejavni in bolj ali manj vodni. Zdaj pa me zanima, kako, torej vi, ko delate v razredu ali pa v knjižnici ali pa kjerkoli pač delate, torej mentorice branja, kjera se vam zdi tista postavka, ki jo najbolj pri svojem delu uporabljate? Ali je to znanje, se pravi, da vaši učenci dobijo čim več znanja, ali se vam zdi pomembno, da so čim bolj čustveno dejavni, ali vodenje? Kjera je tista kategorija? Jaz se bom zdaj malo gibala tele po odru. Ja, pa še bolj sem razsvetlim. Hočela sem vas prositi, da tisti, ki se vam zdi najbolj pomembno znanje, da prosim, da dvignete roko. Zdaj, če bi to kako delali, bi bili anonimni, ampak samo zato, da vidimo, koliko se vam to zdi najbolj pomembno, če morate zbrati. Dobro, naveden. Aha, ja, ena pogojno. Ja, težko je, zdaj smo, tako frontalno, ampak, gledajte, jaz ne vidim dobro, ključke so tle, tako da ne vam ne bo naruden, Ja, recimo, znanje vam je pomembno, Kaj pa v bistvu čustvena dejavnost? Super, čustvena dejavnost. Kaj pa v bistvu vodstvo? Aha, Ali oboje? Ja, pa če morate eno zbrati. Ja, namreč vprašanje je, kako v bistvu dojemamo, oziroma kako dosegamo to čustveno dejavnost. Kako jo vi dosegate? Kako? Ja, gospa je rekla, bo ponovila, zato ker mogoče niste slišali. Se pravi, da mora biti nek uvod, da jih v bistvu čustveno odpremo in potem motivacija in potem v bistvu začne se delo. Ja, še kakšen komentar? Jaz, problem, ki ga imam s tem, je ta, da v resnici učni načrti za osnovno šolo veliko več, ampak za srednjo šolo pa absolutno se večino posvečajo prvemu dejavniku, znanju. Kako pa v bistvu dosegamo čustveno dejavnost, s tem se pa v bistvu ne ukvarjajo prav preveč. In v bistvu to, kar je mene zanimalo, kako resnic je mogoče doseči to čustveno dejavnost, seveda, da pač ne zanemarimo vsebine, in da še vedno v bistvu nekako dijaki ali pa učenci ali pa tudi otroci v vrtcu pač delajo pod našim vodstvom, pod našim mentorstvom. Že dolgo časa nazaj sem se naučila, da so najmanj učinkovit način predavanja. Zato v bistvu sem to naše srečanje pripravila v bistvu v interakciji z vami in v bistvu vas bom bolj prosila, kam sem pripravila cel kup enih gradiv, da bomo skupaj stvari preizkusili. Zato, ker eno je to, če jaz nekaj govorim, pa jaz vem, kaj govorim, zato, ker sem to preizkusila, drugo je pa, če skupaj preizkusimo, pa se mogoče pa še gotovimo, a smo se imeli kakšno fino ali pa ne. Skratka,
Zelo pomembno se mi zdi tudi poudariti to, da seveda literatura, tako kot vsa umetnost, resnici je efektivna. V bistvu, tukaj imam en citat, zelo imam rada poezijo, ki govori točno o tem. Ne. V resnici je pač literatura fiktivna, ne, in potem je, to je vlog iz ene pesmi, Ángela Gonzáleza, velikega španskega pesnika, ki pravi takole. Rančeve oči so se nenadoma napolnile s solzami in prijetni glas mu je lahko zašpetal. Zakaj jokaš, če je vse v tej knjigi zlagano? On pa je odgovoril. Se vem, ampak to, kar čutim, je resnično. In točno to, ta resničnost, občutenje, je to, kar v bistvu pač pravi motivacijske strategije dosegajo. Želeli bi izpostaviti samo nekaj temeljnih elementov bralno-motivacijskih strategij, zaradi tega, ker enostavno za nek daljši teoretski uvod nimamo tukaj časa, ampak lahko si pa to preberete, če boste predloženi, lahko nekaj zame pišete, ampak ravno vse boš tudi napisano še. Ne? Pomembno je, da v bistvu bralno-motivacijske strategije temeljijo na igri. Zelo zanimivo je, da v bistvu so te bralno-motivacijske strategije sicer nastale v 80-ih letih, potem išle v neki posodobljeni, razširjeni obliki v 90-ih, ampak šele sodobna znanost ali pa šele sodobna spoznanje literarne vede so informacije čim dale prav. Tukaj imam na levi strani eno knjigo, zelo zanimivo knjigo, kako se literatura igra z možgani, Paula Armstronga, ki govori točno o tem, da v bistvu možgani niso neka, seveda možgani so neka struktura, ampak način razmišljanja, način prebiranja, še zlasti branja, je pa tak, da v bistvu funkcionirajo različni centri v možgani. In razumevanje branja, interpretacija, literarna interpretacija, interpretacija literarnih besedil pa poteka tako, da v resnici možgani se igrajo z različnimi pomeni, ki jih besedila imajo in vedno znova sestavljajo pomene vedno sproti. Tako da v bistvu je to eno spoznanje, ki se mi zdi izredno pomembno, se pravi, igra ni zgolj temeljno orodje, ki ga otroci uporabljajo za to, da pač spoznavajo svet, ampak je pomembna tudi pri delovanju naših možganov in še več je način ohranjanja plastičnosti naših možganov. Drug element, izredno pomemben, je vzgoja. Torej, strategije Montserrat Sarto so v bistvu nekako celostne, torej seveda segajo ne samo k razumu, ampak tudi k čustvom. To je tako, vaš čas pravzaprav govorim. Mogoče samo to, da pač naša šola izrazito poudarja racionalnost, mogoče pa pozablja na pomen pozitivnih, prijetnih izkušenj in na pomen čustev. Knjiga, ki je tudi v zadnjem času precej navrnjena na glavo, pojem pa razumevanje pa pojmovanje, da smo v resnici mi racionalna bitja, je ta knjiga, ki jo predstavljam tle na levi. Njen avtor je Antonio Damasio, in sicer je naslov Iskani Spinoze. Veselje, žalost in čuteči možgani. Torej, Antonio Damasio v tej svoji knjigi govori o tem, da v resnici seveda možgani, ne se ti še tako paradoksalno čutijo, in da v bistvu večina življenjskih, naših pomembnih življenjskih odločitev v resnici ni racionalnih, ampak temeljijo na čustvih. In zelo pomembno je to, kar sem tudi uvodoma že povedala, ko sem vas spraševala v tistem citatu Vogel, kakšna se mi zdi, kako razumete, kako se mi zdi pomembno vodenje. Pri teh strategijah je vloga mentoric in mentorjev branja izredno pomembna. Namreč izhajajo iz tudi zelo sodobnega spoznanja, literarna veda se s tem precej ukvarja, da besedilo razume lahko vsakdo le iz sebe. In da so torej naše razumevanje interpretacije besedil vedno individualne. Na nas mentorih pa je, da otrokom, dijakom, učencem pokažemo pot, da jim zagotovimo neko ustrezno, varno okolje in jim damo orodja, s katerimi to lahko naredijo. In zato imamo tukaj eno zgodbo, in sicer zgodbo o Bruskvi, pa vam je bom prebrala. Napisal je Jorge Bucay, prevelo se je pa veste. Sofijski mojster
je v koncu pouka navadno povedal kakšno priliko, a učenci je niso vedno razumeli. Mojster, bo nekega dne rekel eden izmed njih, poveš nam zgodbo, ne razložiš pa nam njenega pomena. Prosim, oprosti mi, se je pravičil mojster. Dovolj mi, da ti v znak obžalovanja ponudim okusno breskov. Hvala, učitelj, je počaščeno odvrnil učenec. Da ti bo lažje, bi ti jo želel tudi poljubiti. Lahko? Da, hvala, učitelj, je rekel učenec. Bi ti morda ugajalo, da ti bresko še razrežem na manjše kose, ko imam že nož v roki. Tako jo boš laže pojedel. To bi mi zelo ugajalo. A ne bi ti želel biti v nadlogu, učitelj. Prav nič mi nisi nadlogo, vse sem se ti sam ponudil. Rad bi ti le ugodil. Dovolim tudi, da ti breska še prezrečim. Ne, mojster, to mi pa ne bi bilo všeč, se je presrečeno prvi učenec. Mojster je pomolčal. Če bi vam pojasnil pomen vsake zgodbe, bi bilo tako, kot da vam ponujam prežvečeno sadje. Tako, zdaj v bistvu bil en tak krajši teoretski uvod, zdaj bi pa rada, da v bistvu skupaj delamo.